Jaz bi rad opozoril še na kar nekaj detajlov, ki jih ta zakon prinaša, ki pa niso razčiščena in bodo verjetno v prihodnje povzročala še veliko težav pri izvajanju tega zakona, verjetno pa so na nek način tudi iz vidika ustavnosti precej vprašljive. Pozoril bi na problem zavarovanih območij, konkretno Triglavskega narodnega parka, kjer so v večini varovani gozdovi, varovana zemljišča, ki so obdavčena po enaki stopnji kot ostale. Ob tem, da imajo lastniki na teh zemljiščih v večini primerov omejitve in gospodarska raba teh nepremičnin praktično ni možna. Vsi ti lastniki imajo tudi že skozi obstoječi zakon veliko omejitev in tega sedanji zakon ne upošteva. V tem primeru so v težavah tudi lokalne skupnosti, ki so znotraj Triglavskega narodnega parka, ker do sedaj za ta zemljišča niso plačevala nekih taks in davkov, v tem primeru pa bodo to plačevala in bo dejansko šlo iz sedanje vrednosti pobranega nadomestila, kar pa pomeni za te lokalne skupnosti še dodatno večji udarec. Drugič, večina izračunov za občine, kot so Brežice, pa večina slovenskih občin, ki imajo razpršeno poselitev, kaže na to, da so izračuni za neko normalno hišo na podeželju v tem trenutku 5-kratnik zdajšnjih nadomestil, ki jih plačujejo. To je neko povprečje, ki smo ga preverjali in približno velja za večino lokalnih skupnosti. Druga težava, ki bo nastala, je problem kulturnih spomenikov, ocenitve le-tega. Drugič pa bo nastal problem, kaj z določenimi gospodarskimi poslopci, kozolci, kaščami, kar je bilo prej opozorjeno, ki so skozi dosedanje dokumente kar v veliko primerih razglašeni kot kulturna dediščina. Ali bojo obdavčeni kot kulturna dediščina in v tem primeru obstaja velika nevarnost, da jih bojo lastniki na nek način podrli, ker ne bodo plačevali davka, ali pa bo še kakšen drug problem nastal. Drugič, kaj je z bivanjem v kulturnih spomenikih? Vemo, da večina večjih mestnih središč ima zavarovana trška jedra, mestna središča in so zavarovani kot kulturni spomeniki. Nihče ne zna povedati, kako bo obdavčen nekdo, ki živi v hiši, ki je zavarovana kot kulturni spomenik. A bo plačeval 0,15 stopnjo ali bo plačeval 0,5. In tudi tu je odprta možnost za špekulacije in arbitražo. Tako da zakon je tudi v tem delu zelo, zelo nedorečen. Prej je bilo opozorjeno na stanovanja in na dodatne obremenitve, ki jih bojo deležni predvsem tisti z manjšimi prihodki, da ne rečemo upokojenci. Zavedati se je treba, da je večina lastniških stanovanj nastopila v času Jazbinškovega zakona, se pravi v 90-ih letih, in ti ljudje, ki so takrat kupovali stanovanja, so večinoma v tem trenutku ali tik pred penzijo ali v penzijah. Večinoma gre za dosti velika stanovanja, ki jih je v tem trenutku dejansko glede na stanje na trgu nepremičnin nemogoče prodati. Oziroma jih lahko nekdo proda edino zelo pod ceno. Pa še v tem primeru je veliko sprenevedanja, naj se pa ti ljudje preselijo v manjša stanovanja oziroma ne kupijo manjša stanovanja, kajti običajno, to veste tudi vi, je večje stanovanje v tem trenutku dejansko manj vredno kot neko manjše stanovanje v nekem mestnem središču. Se pravi, da je tudi ta logika, ki jo nekdo prodaja, neumestna. S tem, da ti ljudje niso nič krivi, da so kupili takrat stanovanja in normalno plačevali vse dajatve do sedaj. V večini primerov gre, kot sem rekel, za starejše ljudi. Dostikrat se otroci odselijo in niso prevzeli neke odgovornosti, vendar v tem primeru silimo v bistvu te ljudi na to, da so primorani te nepremičnine ali prodati ali na nek drug način urediti plačilo. Prej je bilo opozorjeno na dodatne stroške občin, ki bodo nastale tudi iz naslova plačevanja zdajšnjih objektov, ki prej niso bili obdavčeni, šole, vrtci, nepremičnine, kot so zemljišča, ki niso bila obdavčena s katastarskim dohodkom. In vse to bo šlo v ta del izračuna, ki so ga prej občine pobirale skozi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki pa je za večino občin, razen redkih izjem, bistveno nižje, kot je zdajšnji izračun davka, ki ga pa v 3 letih mora občina oziroma ga bo davčna uprava
namenila za državni proračun in s tem še dodatno obremenila občine, kajti ne bodo dobile niti tistega, kar so do zdaj pobirale, ampak se jim bo to zmanjšalo za plačevanje davka na nepremičnine, ki do sedaj niso bile obdavčene. Tudi gospodarstvo je bilo omenjeno. Jaz imam konkretno en podatek za recimo zelo aktualno zgodbo enega podjetja znotraj skupine HSE, kjer se je včeraj v medijih govorilo o tem, da je potrebno znižati stroške, odpuščati delavce in tako naprej. Po drugi strani pa gre za konkretno podjetje, Soške elektrarne, do sedaj so plačevali nekoliko manj kot 100 000 evrov nekih dajatev, govorimo o teh nadomestilih, ki so bile zdaj v zakonodaji, po novem bi plačevali preko 1 200 000 evrov. Se pravi, na eni strani zahtevamo, da nekdo odpušča in znižuje neko možnost gospodarskega razvoja, na drugi strani mu damo praktično 10-kratnik davka. Prej je bilo omenjeno tudi taksa za gozdne ceste. V zdajšnji zakonodaji se je iz tega naslova pobralo 13-krat manj, kot je obremenitev, ki bo skozi nov davek uveljavljena za ta zemljišča. Tako da tudi sam sem na stališču, da je ta zakon zelo nedomišljen. To govorim tudi iz tega, da vemo, da so bili poskusi v preteklosti in da je minister Križanič v svojem obdobju pripravil zakon, ki je bil bistveno boljši, ki ni delal razlik med posameznimi subjekti, kjer je bila enotna stopnja 0,03, se pravi 5-krat nižja kot sedaj. In takrat je bilo zasledovano neko stališče, da se dodatna davčna obremenitev za to, da se enotno pobira davek po celotni Sloveniji, uveljavi, vendar naj bo ta enotna stopnja primerljiva z takratnimi dajatvami, ki so bile uvedene. Zdajšnji davek pa to obrača na glavo in pobira od tistih, ki v bistvu imajo najmanj in so zdaj v taki situaciji, da bodo zelo težko plačevali te dodatne obremenitve. Govorimo pa o 5-kratnikih, 10-kratnikih in za občine, po moje, v določenih primerih tudi več kot 10-kratnikih dodatnih obremenitev. To pa posredno pomeni, da bodo občine na nek način ob prihodek, na drugi strani ne bodo imeli sredstev za zagotavljanje lastnih virov in s tem tudi onemogočeno možnost za črpanje evropskih sredstev. Predvsem pa gre za tiste lokalne skupnosti, ki so v Sloveniji na periferiji oziroma ki imajo zelo poseljeno poselitev, kar velja za večino občin, razen za ključne centre. In še ena zanimivost, ki je v zadnjem obdobju, ko se je dvignil vik in krik okrog tega davka, so se vrednosti zemljišč znižale v večjih središčih, govorimo o Ljubljani, Mariboru, pa še nekaterih mestih, na periferiji pa se ni nič spremenilo. Tako da ta davek bo verjetno zrel tudi za kakšno ustavno presojo.